Pozdravljeni. V zgodovini razvoja bolidov Formule 1 ima prav posebno mesto Williams F2V07. Ne samo zaradi tega, ker s tem bolidom so pri ekipi Franka Williamsa dosegli prve zmage, prve naslove tako med vozniki kot med konstruktorji, temveč tudi zaradi razumevanja talnega efekta in zaradi učinkovitosti bolida samega. Namreč, talni efekt je prišel v Formulo 1 z Lotusom 78 in 79 in jasno je vsakomur, da je Williams F2V07 svoj navdih črpal iz Lotusa 79. Ne govorim, da je kopija. Sicer je res, da ukolikor jih pogledamo na tisti zunanji del, ukolikor odmislimo barvno shemo, sta si dokaj podobna, imata tudi enak motor, Cosworth DFV, enak menjalnik Hewlanda in tudi vetrovnik, ki so ga uporabljali pri obeh ekipah, je isti, namreč tisti vetrovnik, ki je bil takrat na razpolago v Imperial Collegeu v Londonu. A ne glede na to, bistvo obeh bolidov je bilo spodaj na dnu in tu sta bila oba precej različna. Parcelket je pri Williamsu razumel, kakšna je pomembnost, da neprodušno zatesni tisti prostor med dnom bolida ter asfaltom. Te zavesice, ki smo jih videli še pri ekipi Lotus iz gume, so tu pri Williamsu naredili fiksne, toge, trdne, kar je po pričevanjih iz vetrovnika povzročilo to, da je bila učinkovitost bistveno večja. In še več, pri ekipi Williams so tudi razumeli, da na vsaki progi rabiš točno določeno konfiguracijo za imeti tisti optimalni oprijem. Tako so naredili več setov zavesic in dna, katere so prilagajali iz proge v progo. Po pričevanjih so v bistvu rabili samo dva seta. Set, imenovan Mark 4, kar bomo rekli je nekako normalno, v četrtem poizkusu so dobili tisto pravo kombinacijo, ter drugi set je bil set Mark 27, kar nam nekako pove, kolikokrat so morali poizkusiti, da so dobili tisto optimalno rešitev. Bolid je bil izjemno tog. Znana je tista šala med Alanom Jonesom in Frankom Williamsom, ko se je Alan Jones pritoževal Franku Williamsu, kako je neudobno se voziti z novim F2V07. In na koncu sta prišla do tega, če bi mu Frank Williams dal kak bankovec več za v denarnico, katero bi dal na zadnji žep na hlačah, bi se vozil tudi malce bolj udobno. In seveda, leta 1979, ko je F2V07 prišel na svetovno prvenstvo Formule 1, je bilo to na veliki nagradi Španije, 5. dirka v sezoni. Na začetku so imeli rahle težave z zanesljivostjo, a na veliki nagradi Velike Britanije prva zmaga, presenetljivo Claire Gazzoni. Na to se je prebudil tudi Alan Jones. A leto 1979 je nekako šlo v roke Ferrarija, tako med konstruktorji kot med vozniki. Sezona 1980 čisto drugačna glasba. Gladka zmaga Alana Jonesa in Williamsa med konstruktorji. V naslednji sezoni leta 1981 spet gladka zmaga Williamsa med konstruktorji. Carlos Reutemann je naslov izgubil v zadnji dirki proti Nelsonu Piqueju. Tu moram poudariti dve zadevi. Williams F2V07 je bil eden izmed prvih bolidov, ki je imel toliko talnega efekta, da prednjega aerodinamičnega profila sploh ni rabil, kar se vidi lepo na fotografijah. In druga zadeva, katera nam pove malce več o tisti togosti tega bolida, je pa to, da sredi leta 1981 so s spremembo pravilnika ukinili te toge zavesice, kot jih je imel Williams F2V07 pri strani. In pri Williamsu so to nekako nadoknadili s tem, da so še podvozje naredili bolj togo. Prej je podvozje imelo hod 75 mm, zmanjšali so ga na 15. Kaj so rekli vozniki? Ni jasno, a rezultati so bili. In F2V07 je ustvarjal celo v prvih dirkah v sezoni 82, z njim je Keke Rosberg osvojil kar nekaj pomembnih točk za njegov naslov svetovnega prvaka v tisti sezoni. In seveda ne smem mimo F2V07D, tistega bolida s 6 kolesi, kateri je bil čisto nekaj drugega kot nam dobro znani Tyrrell P34. Namreč dvojni par koles je imel na zadnji osi in
Poenostavljeno povedano, zamislili so si ga tako, da so zadaj montirali dva para tistih pnevmatik, ki so jih uporabljali spredaj. Zanimiv poizkus, imel je tudi dobre rezultate, a kaj hitro so ga opustili, kajti spremembe pravilnika so narekovale, da bolid Formule 1 ima lahko samo 4 kolesa. Če pogledamo malce statistiko, vidimo, da Williams F2V07 je nastopil na 43 dirkah. Od tega je osvojil 15 zmag. Če nekako zaokrožim, to pomeni več kot 1 zmaga vsake 3 dirke, kar je po mojem videnju fenomenalno. Posebej konec 70. in začetek 80. let, kjer so bili odstopi praktično na dnevnem redu. Toliko o tem bolidu, kateri je zaznamoval tehnični razvoj Formule 1, kjer je pokazal, da je bolje biti učinkovit kot inovativen. A vseeno tudi danes na praktično obzorju tistega pravilnika leta 2021 se iz tega bolida in konfiguracije vzmetenja lahko marsikaj naučimo. Posebej, ker nam obeta se vrnitev talnega efekta. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.